Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. V ankaranski občini se je uradno začela priprava projektne naloge za ureditev območja urbanih vrtov v bližini Regentove ulice in poti na Brildo z vizijo vzpostavitve celostne prostorske ureditve, ki bi se čim bolj približala pričakovanjem vrtičkarjev in drugih okoliških prebivalcev. Načrt je tak, da se bo v okviru participativnega procesa naslovilo vse relevantne vidike snovanja območja urbanih vrtov na omenjeni lokaciji, pri čemer bo poudarek na prepoznavanju prostorskih karakteristik ter izzivov in potencialov, pa tudi potreb in želja bodočih uporabnikov prostora. V obzir se bo vzelo prostorsko organizacijo območja, opredelilo morebitne kotičke za skupne aktivnosti in značaj celostne krajinske ureditve. Urbani vrtovi so sicer pomembna vozlišča lokalne skupnosti, pomembni pa so tudi z vidika zagotavljanja ekosistemskih in okoljskih funkcij in so del širšega zelenega sistema naselja. Projekt je zasnovan večdelno, začenja pa se z razvojem idej na 2 participativnih delavnicah, kjer bo tema tekla o potrebah ankaranskih vrtičkarjev ter kako je možno urbano vrtnariti na izbranem območju. Prva bo potekala že 11. marca v prostorih medgeneracijskega središča Ankaran, njen namen pa je spodbuditi izmenjavo izkušenj in mnenj ter ustvariti čim boljša izhodišča za razvoj obravnavanega območja. Občinski svet Mestne občine Koper je včeraj na seji obravnaval več razvojno in sistemsko pomembnih tem. Med ključnimi odločitvami je svet potrdil dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2026, ki omogoča nakup 9473 kvadratnih metrov velikega zemljišča klifa nad obmorskim parkom Žusterna. Gre za stavbni zemljišči namenjeni centralnim dejavnostim, ki sta v naravi poraščeni in ležita neposredno ob morju. Občina je zemljišče potrebovala zaradi načrtovane vertikalne povezave Markovega hriba z Žusterno, kjer je predvidena tudi gradnja podpornega zidu in sidranje varovalne konstrukcije. Ker lastnica ni pristala na služnost, temveč je zemljišče ponudila v prodajo, je občina naročila cenitev in se dogovorila za zakupnino skoraj 917 tisoč evrov brez DDV-ja. Nakup je strateškega pomena, saj občini omogoča dolgoročno varovanje obalnega pasu pred morebitno pozidavo. Svetniki so sprejeli tudi dopolnitev odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter mestno pokopališče razglasili za spomenik lokalnega pomena. Najstarejši del pokopališča predstavlja pomemben del kulturne dediščine Kopra, saj kot prostor spomina umetnosti in identitete odraža zgodovinski in družbeni razvoj mesta. Razglasitev zagotavlja pravno zaščito pred neustreznimi posegi ter strokovno ohranjanje v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, hkrati pa odpira možnosti vključevanja območja v kulturne in turistične programe. Potrjena je bila strategija razvoja turizma Slovenske Istre 2030, usklajena med vsemi 4 istrskimi občinami, ki predvideva trajnostno rast, dvig kakovosti bivanja in jasno opredeljene nosilne turistične produkte. Občinski svet je sprejel tudi novelo odloka o turistični in informacijski taksi, ki uvaja zaračunavanje turistične takse za potnike potniških ladij, skladno z zakonsko podlago, ki jo je novembra sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Takso bodo plačevali ladjarji za potnike, ki se izkrcajo v koprskem pristanišču ali njegovem akvatoriju. Ob trenutnem številu ladij in potnikov občina letos pričakuje približno 130 tisoč evrov dodatnih prihodkov, namenjenih razvoju turistične infrastrukture in ohranjanju kakovosti destinacije. Svet je potrdil tudi odlok o finančni pomoči po neurjih leta 2025 za upravičence, ki so utrpeli večjo škodo na kmetijskih, stanovanjskih ali infrastrukturnih objektih, je v proračunu zagotovljenih 40 tisoč evrov.
Na redni seji je občinski svet Izole včeraj sprejel spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, vrtca in osnovnih šol. Svetniki so potrdili spremembe odlokov o ustanovitvi vrtca Mavrica, osnovne šole Vojke Šmuc Izola in osnovne šole Livade, v prvem branju pa tudi spremembe odloka za SE Dante Alighieri, osnovna šola Dante Alighieri. Gre za prilagoditev zakonodajnim spremembam glede imenovanja in razrešitve ravnateljev. V prvem branju je brez glasu proti podprl tudi spremembe odloka o občinskem pristanišču Izola, s katerim želi zagotoviti boljši nadzor in več reda v pristanišču. Predlagane spremembe določajo, da bo upravljavec pristanišča, javno podjetje Komunala Izola, vsako leto preverjal izpopolnjevanje pogojev uporabnikov privezov. Začasni privezi bi se razdelili na priveze za določen čas in dnevne priveze, slednji bi bili urejeni na enem pomolu. Pri dodeljevanju privezov za določen čas bi imeli prednost občani s stalnim prebivališčem v občini. Soglasno je bil sprejet pravilnik o subvencioniranju vgradnje dvigal v večstanovanjske stavbe. Občina namerava s tem izboljšati bivalne pogoje, zmanjšati socialno izključenost ranljivih skupin ter povečati njihovo samostojnost. Javni razpis bo namenjen etažnim lastnikom obstoječih stavb z najmanj 3 nadstropji nad pritličjem. V ponedeljek je v koprski Pretorski palači potekala novinarska konferenca in otvoritev razstave z imenom Kako vroče nam bo v okviru projekta Interreg Slovenija-Hrvaška Zelena tura, ki zagovarja načrtovanje zelene infrastrukture v obalnih mestih. Študenti oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani so z analizo obstoječega stanja ugotovili, da so urbana območja Kopra in Izole izpostavljena tveganjem naravnih nesreč, negativnim vplivom toplotnih otokov in hrupu. Ko smo izvedli anketo, smo spraševali po občinah, kaj vam recimo, kaj pogrešate, oziroma kaj vidite kot največji problem zelene infrastrukture v mestih ali pa na splošno. In veliko njih je reklo, da je to toplotni otok. Pol pa, ko smo jih vprašali, kaj so pa neke rešitve, ker mislite, da so primerni za reševanje teh problemov, so rekli športna igrišča, na primer, kar se pa velikokrat ne pride skupaj, ker so bila mišljena neka športna igrišča, klasična pač trata pa neke konvencionalne rešitve. Ali pa vodni zadrževalniki, ki so velikokrat mišljeni kot pač samo, nimajo še ene dodatne funkcije kot park, nekje v tujini, kjer se dela pač te zadrževalnike oziroma te njihove forme, imajo hkrati tudi neko interakcijo s prebivalci. Pri nas je to veliko samo en tehnični ukrep, ki pa ne naslavlja to multifunkcionalnost. Ker dostopnost zelenih površin ni dosegala priporočil Svetovne zdravstvene organizacije in nacionalnih smernic, so avtorji novonastalega priročnika oblikovali sodoben zeleni sistem, ki vključuje tipologijo zelenih površin, opredelitev območij ozelenjevanja in nabor ukrepov zelene in modre infrastrukture. En tak dober kriterij je prekritost tal s krošnjami. Zdaj naj bi mesta sledila, da imajo 30% prekritost tal z drevesnimi krošnjami, ker vemo, da se na ta način potem tla ali pa ta tlakovani del ne segreva. Vedno je pri teh analizah Izola izkazovala malo boljši rezultat kot Koper. Potem je en tak zelo dober pokazatelj, isto priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da naj bi vsak prebivalec imel na razdalji do 300 metrov oziroma 5 minut hoda, naj bi imel javno dostopno zeleno površino, ki je večja od pol hektarja. Potem je še en kriterij količina zelenih površin na prebivalca, to naj bi bilo 9 kvadratnih metrov, s tem, da v Izoli, naš priročnik na državni ravni v bistvu še višje standarde dosega. Tukaj recimo edini Javorje ima dober zadostno količino zelenih površin, vse ostale pač krepko premalo. Tudi zato je Mestna občina Koper izdelala kataster dreves in zelenih površin ter pričela s projektom urbanih vrtov.
Sicer pa so na sami razstavi študentska dela, ki prikazujejo posodobljen zeleni sistem urbanih koprskih in izolskih območij ter sistematično uporabljene rešitve. Letno sicer koprska občina nameni okrog 80 000 evrov v take projekte, letos pa bi ta številka lahko celo malce zrasla do 100 000 evrov, kamor ne spadajo posamezne dodatne investicije. Javno podjetje Okolje Piran lastnike zemljišč ob javnih prometnih površinah v občini Piran poziva k takojšnjemu obrezovanju prekomerno razrasle vegetacije, predvsem krošenj, oljk in drugega drevja, ki segajo v območje cestnih pasov. Kot opozarjajo, previsoke in razvejane krošnje posegajo nad vozišča ter ovirajo promet, zmanjšujejo preglednost in s tem ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu. Zaradi zaraščanja so vozniki večjih vozil, kot so avtobusi, tovorna in intervencijska vozila, pogosto prisiljeni zapeljati na naprotni vozni pas ali voziti po sredini cestišča, kar povečuje tveganje za prometne nesreče. Podjetje lastnike poziva naj nemudoma obrežejo zasaditve, ki segajo nad ali prek roba vozišča, znižajo previsoke krošnje tako v vzdolžnih kot prečnih pogledih ter odstranijo veje in drugo zelenje, ki zmanjšuje preglednost cestnih priključkov in križišč. Rok za ureditev je najkasneje do ponedeljka 9. marca. Urejena vegetacija ob javnih cestah po navedbah podjetja pomembno prispeva k večji varnosti v prometu, boljši preglednosti, lažjemu prehodu tovornih in intervencijskih vozil ter tudi k urejenemu videzu naselja in cestnih koridorjev. Ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju in sodelovanju pri zagotavljanju varnega prometnega okolja za vse. V 79. letu starosti je umrl Andrej Medved, eden osrednjih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev in likovnih kritikov, ki je pomembno zaznamoval domači in mednarodni umetni prostor. V kulturnih krogih je veljal za vsestranskega intelektualca. Kot teoretik, pesnik, prevajalec, esejist in urednik je soustvarjal sodobno umetnostno in literarno refleksijo zadnjih desetletij. Rodil se je leta 1947 v Ljubljani. Leta 1975 je diplomiral iz filozofije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Že 2 leti pozneje je postal kustos Obalne galerije Piran, kjer je kasneje prevzel mesto umetniškega vodja. Prav z dolgoletnim vodenjem te ustanove je pustil enega najmočnejših pečatov. S premišljeno kuratorsko vizijo in razvejano mednarodno mrežo je v Piran pritegnil številne ugledne umetnike in galeriste ter galerije umestil v širši svetovni in evropski umetnostni prostor. Kot kustos se je posebej uveljavil v času tako imenovane nove podobe v 80. letih, ko je prišlo do izrazitega povratka k slikarstvu in kiparstvu ter prehoda v postmodernizem. Leta 1986 je deloval kot selektor jugoslovanskega paviljona na Beneškem bienalu, kar potrjuje njegov takratni vpliv v širšem jugoslovanskem prostoru. Ob kuratorskem delu je bil dejaven tudi na področju publicistike in uredništva. Sodeloval je pri Študentski tribuni, reviji Problemi in publikaciji Le Livre Slovene, kasneje pa je bil glavni in odgovorni urednik revije za sodobno likovno umetnost Artes. Njegovo pisanje je zaznamovala premišljena teoretska refleksija, prepletena z izrazito literarno občutljivostjo. Pomemben opus je ustvaril tudi kot pesnik. Njegova lirika, pogosto simbolna in senzualna, mu je prinesla vrsto najvišjih priznanj, med njimi nagrado Prešernovega sklada, Jenkovo in Veronikino nagrado ter čašo nesmrtnosti. Leta 2014 je prejel Valvazorjevo nagrado, leta 2024 pa še nagrado za življenjsko delo Društva slovenskih likovnih kritikov. Andrej Medved je živel na Markovcu pri Kopru. S svojim delom je odločilno prispeval k razvoju slovenske likovne teorije in kritike ter k mednarodni prepoznavnosti slovenskega umetniškega prostora. Njegova smrt pomeni izgubo enega najvidnejših mislecev in kulturnih ustvarjalcev svoje generacije.
Čez nekaj minut se bo v Kopru v areni Bonifika pričela košarkarska tekma med Slovenijo in Češko. Gre za tretji krog kvalifikacijske skupine H v boju za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju. Slovenci na tekmo prihajajo po porazu z Estonijo in po zmagi nad Švedi, medtem ko so današnji nasprotniki še edini neporaženi. Tekmec bo torej zelo zahteven, kljub temu pa je cilj slovenske reprezentance jasen. Zdaj zmagi v tem ciklusu, to so te želje, kar se tiče reprezentance. Se vedno je nek pritisk rezultata, zato ker vedno imamo visoke cilje, si postavimo pred začetkom kvalifikacij, da se vrstimo na ta največja tekmovanja. Ampak, kot vedno poudarjam, to je tak privilegiran pritisk, s katerim se rad soočam. Oni so ekipa, ki so dvakrat zmaga, edini so v skupini brez poraza. Tu govorim malo o njihovi kvaliteti. Sicer bojo, kakor kaže, malo bolj okrnjeni zasedbi zdaj. Bomo pa še videli. Gre za eno ekipo, ki so dosegajo veliko košev, so zelo poletni v napadu, zelo razpoloženi strelsko z razdalje. Da bomo morali biti zelo pozorni na njihove najboljše strelce, jih omejiti tudi njihov napadalni skok, ker so zelo agresivni, in pa tudi te kontra, hitra igra, hitra tranzicija. Kar nekaj izzivov je pred nami za to tekmo. Predvsem Satoranski je tisti igralec, ki je bil jeziček na tekmici v prvih dveh tekmah, ki je odigral res fantastično. Brez njega sigurno drugačna ekipa, niso pa slabi, daleč tega pa, da so za podcenjevati. Selektor Aleksander Sekulič v tem oknu zaradi zdravstvenih težav znova ne bo mogel računati na Alekseja Nikolića, se je pa reprezentanci kljub klubskim obveznostim priključil Klemen Prepelič, ki bo opravljal vlogo kapetana. Slednjo sta v zadnjem reprezentančnem ciklusu opravljala Alen Omić in Gregor Hrovat, ki bo tokrat zaigral kot edini Koprčan pred domačo publiko. Vsi trije bodo nosilci ekipe, v kateri bo tudi tokrat veliko mladih košarkarjev. Vsaka tekma je pomembna, da neseš naprej čim več točk, ampak zaenkrat imajo oni 2 zmagi, brez poraza so. Mi pa rabimo te zmage za naprej, tako kot ste rekli. Škoda, ker niso zmagali Estonijo, ampak cilj je zdaj 2-krat zmagati Češko, na to gledamo in to je to. Vzdušje je super, skoro vedno. Na zadnji kvalifikacijski tekmi je bil na Švedskem eden izmed nepričakovanih junakov Urban Kroflič, ki bo tudi tokrat želel čim bolje izkoristiti vsako dano minuto. Prvo tekmo nisem igral, drugo tekmo sem začel skupaj in rekel, hvala Bogu, odigral dobro, tako da predvsem na samo začetku mi je dosti pomagal. Počasi se tudi reprezentanca pomenjuje, tako da na nam je, da zdaj prinesemo neko novo energijo in nek pristop in da se dokažemo, da lahko igramo z starejšimi. Tako da mislim, da bo zelo naporno, ampak imamo tudi dolgo klop, kot ste sami rekli, tako da bomo videli, upam, da bo šlo. Ritem bo torej naporen, saj se bosta Slovenija in Češka znova pomerili že pojutrišnjem v Ihlavi, v novi horadski areni, ki sprejme več kot 5500 obiskovalcev. Spomnimo, 3 ekipe bodo iz skupine napredovale, pomembna pa je prav vsaka tekma, saj ekipe s seboj nesejo vse osvojene točke. Občina Piran je včeraj na slavnostnem dogodku podelila priznanja za športne dosežke v letu 2025 ter izpostavila športnice, športnike, ekipe in športne delavce, ki so bistveno prispevali k razvoju športa v občini in širšem prostoru. Prireditev, ki sta jo povezovala Iztok Gustinčič in Minka Lavrič, je s kulturnim programom ponudila pregled najodmevnejših uspehov ter poudarila, da šport v lokalnem okolju predstavlja pomemben del skupnostne identitete. Navzoče je nagovoril župan Andrej Korenika, ki je izpostavil, da so športni dosežki rezultat trdega dela, discipline in podpore okolja, družin, trenerjev in klubov, ter da športniki s svojo vztrajnostjo predstavljajo zgled mladim in ponos celotni skupnosti. Športno leto 2025 so zaznamovali tudi vidni mednarodni dogodki, med njimi svetovno prvenstvo v razredu Optimist, velikonočna regata Sailing Point, kvalifikacije za evropsko prvenstvo v odbojki na mivki v Portorožu
teniški turnir UATT Eifel Slovenija Portorož Open ter dirka po Sloveniji v Piranu. Posebno priznanje za dolgoletno predano delo v športu je prejel Marcel Đurđević, številni posamezniki pa so bili nagrajeni za osvojene naslove državnih prvakov v olimpijskih in neolimpijskih panogah. Med osrednjimi priznanji večera sta bili naziv ekipe leta 2025, ki ga je prejel košarkarski klub Portorož, ter naziv športnice leta 2025, ki je pripadel Ani Belac. Dogodek je bil tudi priložnost za obeležitev 100-letnice delovanja nogometnega kluba Piran ter za priznanje posameznikov, ki so s svojimi dosežki pomembno prispevali k prepoznavnosti piranskega športa doma in v tujini. Končane so zimske olimpijske igre. Za enega izmed nepozabnih trenutkov je tokrat poskrbel kar 4-nožni tekmovalec. Tek na smučeh velja za enega najbolj tradicionalnih zimskih športov, ker na progi običajno ni prostora za presenečenja. Tokrat je bilo drugače. Pes, ki je mnoge zaradi videza spominjal na volka, je pritekel na traso ravno v trenutku, ko so se tekmovalke borile za čim boljši čas. Poglejmo. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Kulturni utrip na slovenski obali bo med 28. februarjem in 6. marcem izjemno raznolik. Od otroških predstav in klasičnih koncertov do elektronske glasbe, plesnih delavnic in filmskih večerov. V soboto 28. februarja dopoldne v avditoriju Portorož najmlajše čaka gledališka predstava z naslovom Veveriček posebne sorte. Ob 18. uri pa se v hiši Tertini v Piranu obeta kulturna prireditev z naslovom Tertini 130, Genij Loka, kjer bosta na čembelu in violini nastopila Mirko Skipiliti in Giulia Plotina. Ljubitelji elektronske glasbe pa se ob 20. uri in 30 minut lahko odpravijo v koprski Bastion, kjer se obeta zabava z naslovom Keep Calm and 2026 Party, nastopili bodo DJ-ji Vujani, Minjas in Jozef. Na sobotni popoldan ob 17. uri bo v dvorani Hermana Pečariča v Škofijah potekala prireditev Primorska poje 2026, na kateri bo nastopilo 6 pevskih zborov. Letošnja izvedba je posvečena pesnikoma Srečku Kosovelu in Dragotinu Keteju. V torek 3. marca ob 17. uri v avditoriju Portorož sledi otroški muzikal Romane Kranjčan z naslovom Kako je mravljica postala huda. Na sredin večer ob 19. uri v centru Mladih Koper Društvo Mrak pripravlja filmski večer s filmom Foxtrot. Gre za vojni triler iz leta 2017, nastal v režiji Samuela Maos. Na četrtek se obeta kar nekaj dogodkov. Ob 18. uri bo v Kulturnem domu Izola plesna produkcija z naslovom Gori doli naokoli plesnega studia Laj. Ob 19. uri pa se glasbeniki in ljubitelji glasbe lahko odpravite v center Mladih Koper, ker bo potekala Jamka Jam Session. Pol ure kasneje ob 19.30 pa se bo v avditoriju Portorož pričel koncert legendarnega Janeza Bončine Benča z glasbenimi prijatelji, ki bodo popeljali po zvokih jugopopa in roka. V petek 6. marca ob 20. uri Kulturni dom Izola gosti gledališko predstavo Čevap šef. Malce kasneje ob 20. uri in 30 minut v centru Mladih Koper koncertni večer z naslovom Kulturiti dvoru, kjer bosta nastopili skupini Bedroom Pop skupina Leventure ter Alter Pop zasedba Martina et Ai. Na petku popoldan pa se pričenja tudi festival Art and Flex, 3-dnevni mednarodni plesno-gibalni festival, namenjen otrokom, mladini in odraslim. Ta bo z bogatim programom sodobno plesnih delavnic ter predstav traja vse do nedelje 8. marca. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič.
To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.